Konec oktobra se je 10 slovenskih podjetij udeležilo čezmejnega pospeševalniškega programa Startup Overseas Colorado 2025 v Združenih državah Amerike. Program, ki ga je v okviru Razvojni plus organiziral Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z AmCham Slovenija, je podjetnikom ponudil neposreden pogled v ameriški trg. V nadaljevanju sledijo njihove izkušnje in ključna spoznanja. Vsak tak program te nekako odmakne od tega vsakdanjega dela in ti omogoča, da v bistvu malo premešaš karte, spoznaš nove ljudi, dobiš kakšno novo izkušnjo in to, vsaj mene, to te v bistvu navdahne z nekim novim entuziazmom, novimi idejami in ti da malo drugačen pogled, ki ga ni nujno, da bi ga imel tudi brez tega. Ta moj nov superpower, ki sem ga izluščila iz tega programa, bi rekla, da sem pridobila na samozavesti pri pripovedovanju naše zgodbe, ker ko si enkrat vržen v neznano okolje, z neznanci, pa tudi, ko moraš govoriti v angleščini, res vidiš, kje si in koliko znaš povedati. In se mi zdi, da sem res pridobila na samozavesti v razlaganju, kdo smo, kaj je naša vrednost, kaj je naš produkt. In to je res en tak superpower, ki ga bom uporabljala tudi tukaj v Sloveniji z partnerji, pitchi in tako naprej. Podjetje je pripravljeno za ZDA, ko se spremeni tip vprašanj, ki jih pač postavljajo. Se pravi, na začetku sprašujejo velikokrat, ali smo dovolj veliki, ali smo sploh primerni za trg ZDA, in ko so pripravljeni, pa vprašanje v bistvu postanejo bolj, kater trg je najprej, koga potrebujemo na terenu, na tistem trgu, potem kako hitro lahko, testiramo, prilagodimo model, in ko podjetja začnejo to spraševati, potem vemo pač, da je pa to podjetje že blizu temu, da je pripravljeno za ZDA, pa pač vstopi potem tudi na ta trg. Mi kot v bistvu organizatorji bi ful želeli, da bi podjetja pogosteje spraševala, kaj moramo nehati delati, da bi lahko uspeli v ZDA. Ker je včasih pač tista prava rast ravno v tem, da pustiš nekaj za sabo, in ameriški način razmišljanja zahteva pač hitrost in samozavest, in pripravljenost na tveganje, in za pač nekatera slovenska podjetja je ta izhod iz cone udobja, in zato res je ta vrednost tega programa je glih v tem, da mi pač ta mit razbijamo, no. Po mojem največja zmota Slovencev in spet Evropejcev na splošno je, da mora biti produkt popoln, preden gremo z njim ven. Mislim, da se oni tega lotevajo malo drugače, grejo takoj z MVP-jem ven, stestirati trg, ne zapravljajo časa z razvijanjem nekih nepotrebnih featurejev, ki jih na koncu noben uporabnik dejansko ne ceni in uporablja. Po teh slovenskih standardih je mogoče ameriško pravilo igre v poslu nam Slovencem malenkost čudno. Je to, da najprej tam res je pomembna prodaja. Se pravi, ti, ko imaš idejo ali pa neke zametke produkta, čim prej probajo to prodati. Šele potem perfekcija popravljanja tega produkta ali storitve. Največja zmota Slovencev oziroma nekaj, kar se tudi sam narobe razmišlja, je to, da sem Ameriko videl kot celoto, v bistvu je pa vsaka države se med sabo precej razlikujejo. Tako da smo tudi mi v štartu oglaševali celo Ameriko, zdaj po povratku smo se pa lotili samo 2 držav, ki vidimo, da imamo najboljši odziv. V glavnem, ameriške firme predvsem ne gledajo na bilance letne, tako kot mi. Mi gledamo na to, mislim, vsak še te vpraša, kje boste imeli dobička lani, ne? Pač jim je čisto eno, kje smo imeli dobička, jim je važno, kje smo imeli prometa.